Lepo pozdravljeni. Upamo, da ste podaljšan vikend lepo preživeli. Nov teden je bil zato krajši in za vas smo ponovno pripravili in zbrali novice iz Slovenije in sveta. Ostanite z nami. Danes je potekala ustanovna seja novoizvoljenih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, ki pomeni začetek novega parlamentarnega mandata po nedavnih volitvah. Poslanci na prvi seji potrjujejo mandate ter oblikujejo mandatno-volilno komisijo, nakar sledijo postopki za izvolitev predsednika Državnega zbora. Ker smo novice za to oddajo zaradi redakcijskega procesa zbirali do 9. ure zjutraj, o nadaljnjem poteku in morebitnih izidih seje še ne moremo poročati. Več informacij o tem prihodnji teden. Z današnjim dnem bo v državah šengenskega območja v celoti zaživel elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa tujcev, imenovan Entry-Exit System, EES, ki bo nadomestil žigosanje potnih listov državljanov tretjih držav ter bo elektronsko beležil njihove vstope, izstope, zavrnitve vstopov in biometrične podatke, kot so prstni odtisi in fotografije. V Sloveniji sistem že od marca deluje na 5 mednarodnih mejnih prehodih, tudi na letališčih Brnik, Maribor in Portorož ter v pristaniščih Koper in Piran. V sistem pa so vključene skoraj vse članice Evropske unije ter nekatere pridružene države, pri čemer so ob uvajanju nekateri letalski in prometni prevozniki opozarjali na možne zastoje na mejah. Evropske institucije poudarjajo, da novi sistem izboljšuje varnost, saj je bilo od začetka uporabe zabeleženih več 10 milijonov prehodov, več tisoč zavrnitev vstopa ter tudi več 100 oseb, ki so predstavljale varnostno tveganje. Vlada je za 4 razvojne projekte Slovenske vojske namenila 148 milijonov evrov, pri čemer bo največ sredstev šlo za razvoj vojaških sistemov brezpilotnih zrakoplovov, s katerimi bodo nadgradili zmogljivosti enot na podlagi dosedanjih izkušenj doma in v mednarodnih misijah. Poleg tega bodo krepili specialne sile, izvedli prehod na IP telefonijo ter izboljšali postopke konzervacije in dekonzervacije opreme, vključno s prenovo delavnice na Vrhniki. V vse projekte je vključena tudi modernizacija komunikacijskih sistemov in infrastrukture z namenom večje učinkovitosti in varnosti delovanja Slovenske vojske. ZDA in Iran sta ta teden dosegla dvotedensko premirje, v okviru katerega je Iran začasno odprl Hormuško ožino za ladijski promet, vendar je dogovor že ogrožen zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na cilje gibanja Hezbolah v Libanonu. Ubitih je bilo več 100 ljudi in več kot 1000 ranjenih, kar je na Bližnjem vzhodu sprožilo nove napetosti. Iran zato razmišlja o umiku iz dogovora in je ponovno omejil prehod skozi Hormuško ožino, kar povečuje strahove pred motnjami v svetovni oskrbi z nafto, medtem ko izraelski premier Benjamin Netanjahu hkrati napoveduje nadaljne napade in pogajanja z Libanonom o razorožitvi Hezbolaha. Libanon pa zahteva prekinitev ognja in vključitev ZDA kot posrednika. Iranski predstavniki opozarjajo, da so izraelski napadi kršitev dogovora. ZDA pa trdijo, da ožina ostaja odprta, kar dodatno poglablja negotovost, medtem ko se v regiji pripravljajo nova diplomatska pogajanja o dolgoročnem dogovoru in stabilizaciji razmer. Volodimir Zelenski je sporočil, da je Ukrajina Rusiji poslala predlog za energetsko premirje, po katerem bi obe strani prenehali napadati energetsko infrastrukturo, če bi Rusija ustavila napade na ukrajinske elektrarne in omrežja.
Pri tem je poudaril, da Rusija prihodke od visokih cen nafte uporablja za financiranje vojne, zato Ukrajina hkrati napada rusko naftno industrijo, da bi oslabila njene vojaške zmogljivosti. Zelenski je obenem potrdil tudi predlog za prekinitev ognja v času pravoslavne velike noči. Vladimir Putin je namreč sporočil, da bo Rusija za velikonočni konec tedna začasno ustavila bojne operacije od sobote popoldan do konca nedelje. Kremelj je izrazil pričakovanje, da bo tudi Ukrajina sledila temu zgledu, čeprav je Kijev idejo o velikonočnem premirju predlagal že prej in jo vidi kot priložnost za začasno umiritev razmer in za morebitne nadaljnje pogovore o miru. Astronavti misije Artemis II so dosegli območje gravitacijskega vpliva Lune in se na poti od Zemlje oddaljili bolj kot katerikoli človek doslej, s čimer so presegli rekord misije Apollo 13 iz leta 1970. Vesoljsko plovilo Orion naj bi se Luni približalo na približno 7500 km, jo obletelo ter astronavtom omogočilo opazovanje Zemlje, Lune in celo Sončevega mrka. Štiričlanska posadka se je nato odpravila nazaj proti Zemlji, kjer naj bi danes pristala v morju, medtem ko je bila odprava z raketo Space Launch System izstreljena iz izstrelišča Cape Canaveral kot prva človeška misija proti Luni po več kot 50 letih. Zlatko Zahovič, eden najboljših slovenskih nogometašev in bivši športni direktor Maribora, se po 6 letih vrača v svet nogometa, kot opazovalec tekem pri UEFI, v vlogi katerega bo po Evropi spremljal tekme, analiziral igre in pripravljal strokovna poročila. Luka Dončić si je poškodoval levo zadnjo stegensko mišico. Trenutno okreva in išče čim hitrejše načine zdravljenja. Po informacijah iz medijev, poškodba ni nastala pri enem samem natančno opisanem trenutku, ampak gre za mišično poškodbo, ki se je pojavila med igranjem oziroma daljšo obremenitvijo na košarkarskem parketu, kar je pri profesionalnih športnikih pogosta vrsta poškodbe. Zaradi hitrejšega okrevanja se je odločil za zdravljenje v Španiji, kjer naj bi prejel terapijo z matičnimi celicami in drugimi posebnimi medicinskimi postopki, ki so v ZDA omejeni. Cilj zdravljenja je pospešiti celjenje mišice in skrajšati čas odsotnosti z igrišča, ki bi sicer lahko trajal več tednov. Danes se bo oblačnost povečala, predvsem v krajih severno bo občasno rahlo deževalo. Jutri se bo v krajih zahodno in južno zjasnilo. Drugod bo več oblačnosti, lahko nastane tudi kakšna ploha. V nedeljo kaže na deloma sončno vreme, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Tokratna kretnja tedna je Schengen. Schengensko območje je skupina evropskih držav, ki so odpravile notranje mejne kontrole, kar pomeni, da ljudje med temi državami lahko potujejo brez ustavljanja na mejah in preverjanja potnih listov. Po drugi strani države schengenskega območja izvajajo poostren nadzor na svojih zunanjih mejah, kjer vstopajo državljani držav, ki niso del tega območja. Namen sistema je lažje in hitrejše gibanje ljudi znotraj Evrope ter hkrati skupna varnost in nadzor nad vstopom v območje. To je za ta teden vse. Želimo vam lep konec tedna in prijeten začetek novega tedna. Ponovno bomo z vami naslednji petek. Do takrat pa uživajte in se imejte lepo.